Dober dan, Čuval Ministrstvo za zdravje, lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa za povabilo. Jaz bom zelo kratka, tako da lahko v tem kontekstu mogoče ostanek časa porabimo za vprašanje oziroma okroglo mizo, to, kar je bil tudi nekje predlog. Na Ministrstvu za zdravje smo si zadali cilj, da področje duševnega zdravja uredimo celovito in dolgoročno. Po 16 letih pripravljanja je bil leta 2008 sprejet zakon o duševnem zdravju, ki v 7. členu določa pripravo posebnega nacionalnega programa za duševno zdravje. Prva delovna skupina je bila imenovana januarja 2009 in je pripravila predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki je bil deležen prve javne obravnave že v letu 2009 in druge javne obravnave v letu 2011. Julija 2011 se je tedanji minister odločil, da bo imenoval novo delovno skupino. Ta delovna skupina je oktobra letos pripravila predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014-2018 in je sedaj v pregledu strokovnih služb na Ministrstvu za zdravje ter se pripravlja za tretjo javno obravnavo. Jaz bi tu poudarila to, kar je bilo že prej rečeno, da je zelo pomemben tale medsektorski pristop in ta resolucija sledi temu cilju, se pravi, da spušča službe z področja izobraževanja, zdravja in pa socialnega varstva oziroma Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve združevati. To se pravi, da če bo tale resolucija sprejeta tako, kot je planirano, bo področje duševnega zdravja moč tudi dejansko zastaviti tako, kot se že dolgo govori, v praksi pa se zelo malo zgodi na to temo, to se pa pravi interdisciplinarno. Ministrstvo za zdravje si že nekaj let prizadeva za izboljšanje dostopnosti oseb s spektrom avtističnimi motnjami do zdravstvene obravnave. Zato so v noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju k obstoječim skupinam zavarovancem, ki jim je zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v celoti z obveznim zavarovanjem, bile dodane tudi osebe z avtizmom. To je bilo leta 2008. Zdaj imam jaz del besedila, ki ga je že moja predhodnica nekako omenila, da se ne bi ponavljali. Mogoče bi samo dodala, da ta delovna skupina, o kateri je bilo govora, je bila imenovana na Ministrstvu 2006, ki je pripravila tele smernice. Mogoče pa še malo pri temle mednarodnem vidiku, da dejansko vedno bolj raste ozaveščenost glede spektra avtističnih motenj in bi tukaj omenila mogoče, da je bila 12. decembra 2012 je bila sprejeta resolucija Združenih narodov o avtizmu Addressing the Socio-Economic Needs of Individuals, Families and Societies by Autism Spectrum Disorder, Developmental Disorder and Associated Disabilities. Svetovna zdravstvena organizacija pa je sprejela akcijski program za duševno zdravje Mental Health Action Plan 2013-2020, v katerem je pri definiciji duševne motnje izrecno prepoznala tudi avtizem. Tile mednarodni dokumenti pa tudi naši poudarjajo breme duševnih motenj in izpostavljajo potrebo po celostnem usklajenem odgovoru zdravstvenega socialnega sektorja na nacionalni ravni. Akcijski načrt sloni na 6 prečnih načelih oziroma pristopih. To je univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev, človekove pravice, preverjene prakse, se pravi evidence-based practice, vseživljenjski pristop, večsektorski pristop in pa opolnomočenje oseb z duševnimi motnjami. Jaz bi mogoče tukaj zaključila, zato da nam ostane več časa za morebitne vprašanje. Hvala za pozornost.